Nogometaši v drugi državni nogometni ligi so odigrali 15. krog in to je hkrati tudi zadnji krog prvega dela letošnje sezone. Z mano pa tudi predsednik nogometnega kluba Ketemi Impol Bistrice Vito Martinčič. Vito, kako si nekako, kar takole se bom izrazil, zadovoljen z to prvo polsezono letošnje sezone? Ja, jaz upam, da veliko takih polsezon več ne bo, ker to je bilo izredno turbulentni del sezone. Rezultatsko bi rekel, da po nekem mestnem padcu objektivnem smo se zopet pobrali, da fantje so naredili velik korak naprej in rezultatsko in glede same organizacije igre, tako da z rezultatskim delom sem zadovoljen. Pravim, glede na to pa kako je bilo pa v bistvu to vse turbulentno, kako smo se pribijali čez to sezono, bi pa rekel čim manj takih delov sezone. Lahko pa se torej dotaknemo menjava trenerja, torej je bil največji zalogaj med sezono. Dobro ste imeli nastavljeno trenersko delo, na to pa tista smola, ki se vam je zgodila. Ja, to je bilo zato en velik dogodek, se pravi, mi smo bili usmerjeni in v bistvu tudi rezultatsko proti vrhu. Po 4 kolih smo mi dejansko bili v boju za sam vrh. Realno se je začelo razmišljati, ta ekipa je sposobna nekaj več. Tudi strokovno smo se precej ukrepili, mi smo letos prvič angažirali prav posebnega kineziologa, kondicijskega trenerja, tudi s strokovne stvari smo se ojačali in to je bil res en velik šok. Šok zaradi tega, ker si izgubil neko kontinuiteto, ker si izgubil človeka, ki je imel veliko karizmo, ki ne samo, da je držal pa vodil naprej igralce, ampak dejansko je tudi v okolju, nekako okolje mu je začelo slediti in potem kako se pravilno odločiti, na eni strani etični postopki, da poskušaš, čakaš na trenerja, bo, ne bo, na drugi strani pa vseeno ekipa ni mogla enako trenirati. Ravnovesja v ekipi so se porušila, osebni odnosi med ekipo so začeli padati in potem, ko smo začeli stvari postavljati na novo, je potem trajalo kar nekako mesec za pol, da smo zopet zajeli tudi ritem in zdaj proti koncu dela sezone zopet spon in vidi se, da ekipa je sposobna marsičesa in enostavno, da se v Bistrici igra odličen nogomet. Kako se daj naprej, torej pred vami še 3 krogi, ki bodo igrani v letošnjem letu, 2 domači tekmi, torej kakšna je računica s tvoje strani? Računica, gremo od tekme do tekmo, vsako tekmo poskušamo zmagati. Jaz mislim, da tudi v Lendau ne bomo šli z belo zastavo. Jaz mislim, da moramo biti vsi ambiciozni, se pravi, poskušamo se usmeriti vrhu in na koncu tudi ocena in vodstva nogometne zveze in v bistvu vseh, ki spremljajo nogomet, nekako, da smo še vedno v borbi za najvišja mesta. Zakaj ne? Gledalci so danes videli 7 golov, zaradi tega tudi prihajajo na nogometne tekme. Odličen napad, torej današnji tekmi proti Biljam, ki je pokazala eno dobro predstavo. Ja, tu smo imeli mi v bistvu tudi v tem mestnem segmentu nekoliko problemov, ker je koncept igre pri nas se totalno spremenil. Se pravi, če je prej ekipa igrala izrazito taktično, smo zdaj šli z tem visokim presijom, kaj je v bistvu trener Dvoršak prinesel. In zdaj prvo je treba, da igralci verjamejo v to in potem, da ti še sledijo rezultati, je pa druga liga izredno neugodna za neka testiranja sredi sezone in zelo sem vesel tako za igralce, tako za trenerja, da nam je uspelo. 9. novembra pa velik dogodek, torej največji dogodek za bistriški nogomet, kajti 65 let se bo pisalo, odkar se je v Slovenski Bistrici začela vrteti ali kotaliti nogometna žoga. Ja, se pravim, 65 let je izredna velika tradicija v vsakem športu, tudi v nogometu in z veseljem vabim v bistvu vse meščane, občane Slovenske Bistrice in okolice, da se nam 9. novembra pridružijo na svečani akademiji v Veliki Bistriški dvorani. Bo na eni strani zelo vesel, na drugi strani bo pokazali v bistvu, koliko je nogomet vpet v bistvu vse pore bistriškega življenja.